Ne gre čez noč, potrebnih je veliko korakov, vsak je po svoje pomemben, prav vsi so naložba v prihodnost. Ženski nogomet jih je sicer že doslej naredil veliko in eden izmed njih tudi v Domžalah na še eni postaji akcije živi svoje sanje. Druženje ob nogometni žogi in veščinah je v osnovi igra, a obenem dragocen utrinek na poti nogometnega odraščanja, ki ga je deležna prihajajoča generacija nogometašic. Ko sem jaz začela, sem mogla začeti pri fantih, pa še to bolj sama, ker sem hotela igrati. Tako da s pritiskom malo na trenerja, pa tako da zdaj je veliko boljšno. Pa od tega, ne vem, 10 let, pa se je dosti spremenil. Jaz sem s 14 igrala že za 17, tako da zdaj je to luksus, da lahko s svojimi leti tako fajn igrajo. Včasih se je iskalo izgovore, danes imajo dekleta na vprašanje, zakaj nogomet, odgovor zelo jasen. Zakaj ne? Mislim, tako, že od malega sem igrala, pa s fanti, pa sem pa videla, da lahko tudi s puncami, pa je kar šlo. Od malega sem navajena igrati nogomet in se mi je zdaj všeč, zato sem tole, da pokažem. Vtis in občutja o prvih in vseh naslednjih korakih na nogometnih igriščih so si podobni, a jih ne gre nikoli prezreti. Prav vsako je lahko pomembna vzpodbuda in ena od mnogih iskric, ki se prižgejo na razpotih v rosni mladosti. Povejmo zato še enkrat, nogomet je zanimiv, ker se lahko družiš, giblješ, daš gole. Veliko se dogaja, pa tako zanimiva igra. Driblanje, strel na gol. Prav tako pomemben je tudi pogled in vtis iz zornega kota staršev. Nogomet je sigurno zdrav način preživljanja prostega časa. Otrok veliko teče, otrok je spodbujan v gibanju in to je tisto, kar si starši želimo, zagotovo. In v prvih letih je za vse, tudi za dekleta, najprej igra, ki je tudi osnova projekta Živi svoje sanje. Pravzaprav naj bi bilo tako tudi pozneje ob spogledovanju z resnejšo kariero. Vedno ti mora biti nogomet v veselje, da prideš na trening z veseljem, tako da tudi trener bi mogel narediti v bistvu treninge tako, da se vedno zabavaš. Pri mlajših selekcijah sigurno je poudarek na tem, da se čim bolj igrajo, da čim bolj uživajo. Potem pa zmeraj več probamo delati na tehniki, mogoče malo na taktiki. Ženski nogomet se itak zelo razlikuje od moškega. Da se mi zdi, da zdaj mogoče punce malo več pobirajo tehničnih pa teh zadev od fantov. No. In kdaj nastopi pravi trenutek za bolj natančno opredelitev, ko se igri doda zahtevnejše poteze? Resnejše se začneš v bistvu potem, tam nekje 12, 13, 14 let, tudi odvisno malo od otrok, koliko so že zreli. Nogometno odraščanje deklet se seveda prej ali slej snide z ostalimi življenjskimi prelomnicami, ampak tiste, ki se mu resno zapišejo, ostanejo. Če ne nogometašice, pa sami imajo neko funkcijo v fuzbolu, vem, sodnice, trenerke, kaj tazga, no. Tiste imajo, se vidi, da imajo res rade nogomet. In s tem pravzaprav nadgradijo to, kar so zastavili v otroštvu, ko je bil nogomet najprej sproščeno druženje z vrstnicami. Je pomembno to, da otroci imajo od malega priložnost in nek dober zgled za preživljanje prostega časa v naravi, dejansko, da razvijajo nek zdrav življenjski slog. Nogomet ga ponuja, saj je v prvi vrsti gibanje na prostem in obenem športna zvrst, ki v svojih temeljih vse bolj briše meje med spoloma.